Celju bodo ta teden cepili 6000 oseb. Občina Šentjur bo obnovila notranjost osnovne šole Slivnica. V Rogaški Slatini je v teku 5 večjih projektov. Celjani po visoki zmagi proti Olimpiji za Aluminijem zaostajajo le še 2 točki. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. V Celju se v hali L celjskega sejmišča nadaljuje množično cepljenje proti COVID-19. Odziv je zaenkrat dober, ocenjujejo v zdravstvenem domu Celje, kjer skrbijo za izvedbo cepljenja. Minuli teden so tako cepili okoli 3500 oseb, ta teden pa bi se lahko številka povzpela celo na 6000. Potem, ko so minuli torek tudi ob obisku državnega sekretarja Jelka Kacina odprli nov cepilni center v hali L, delo tam zaenkrat teče brez težav. Cepljenje od danes naprej izvajamo od jutra do večera, to pomeni od 7:30 do srednje ure zvečer. Vsak, ki je se prijavil na cepljenje, pa prejme SMS sporočilo in jih tudi prosimo, da se tega termina držijo. Če pa bo slučajno gneča, pa naj malenkost počakajo v vrsti na primerni razdalji. Prijave na cepljenje sprejemajo še vedno preko obrazca na spletni strani Zdravstvenega doma Celje. Vključitev v nacionalno cepilno aplikacijo je v teku. Trenutno je na čakalni listi okoli 3000 oseb. Danes cepimo v cepilnem centru Celje z cepivom AstraZeneca, kjer bomo okvirno cepili danes 1200 oseb. Jutri imamo v načrtu cepiti z cepivom Janssen in prav tako tudi še dodatno z cepivom AstraZeneca. V sredo in četrtek cepimo z cepivom Pfizer in tudi Moderna, v petek pa Pfizer in AstraZeneca. V zdravstvenem domu Celje pravijo, da bo cepiva dovolj za vse. Cepiva bo dovolj, tako da bomo dodatno še naročili, za ta teden pa imamo že vse pokrito. Hkrati bi pozvala tudi vse osebe, ki se še niso prijavili za cepljenje proti COVID-19, da le to storijo čim prej, stopijo na našo spletno stran Zdravstvenega doma Celje in se prijavijo na cepljenje proti COVID-19. Trenutno vsi, ki se na cepljenje prijavijo, pridejo na vrsto zelo hitro, v obdobju tedna dni. Število cepilnih mest bodo lahko, če bo prijav več, sproti prilagajali potrebam. 12 cepilnih mest imamo pripravljenih, tudi ekipo dodatno, če je potrebno, tudi to povečamo in začnemo dodatno cepiti. Po ocenah in glede na število prijav bodo ta teden cepili okoli 6000 oseb. Občina Šentjur bo začela z rekonstrukcijo notranjosti osnovne šole Slivnica, ki so jo pred 3 leti že energetsko sanirali. Naložba je vredna 667 000 evrov, v celoti pa jo bo pokrila šentjurska občina. Občina Šentjur je že v letu 2018 izvedla obsežno energijsko sanacijo nekaj več kot pol stoletja stare šolske stavbe osnovne šole Slivnica pri Celju. Uredili so parkirišče in cesto do same šole, novo varčno fasado skupaj s stavbnim pohištvom ter dodatno izolirali podstrešje in streho. Uredili so tudi novo kotlovnico ter ugradili toplotno črpalko. Za to investicijo je občina Šentjur uspešno pridobila denar iz Evropskega kohezijskega sklada. No, že v letu 2017 pa smo izdelali tudi projekt za notranjo ureditev, tako da smo potem, mislim, da je bilo 15. februarja 2016, pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Hkrati so pričakovali tudi kakšen državni razpis, ki ga do letošnjega leta ni bilo. Letos so šolo prijavili na razpis, a žal niso bili uspešni. Kljub temu smo se odločili, da bomo to šolo letos rekonstruirali, seveda z lastnimi sredstvi, tako da je investicija slabih 670 000 evrov brez DDV-ja. V vzhodnem delu objekta šole je velika neizkoriščena vhodna avla, v kateri je predvidena izvedba dodatne medetaže. Gre pa za notranjo ureditev nove knjižnice, 2 učilnic, 2 kabinetov, tudi zbornico bomo povečali, hkrati pa bomo v okviru tudi investicijsko-vzdrževalnih del uredili določene tlake v učilnicah in pa seveda tudi posodobili sanitarije in pa garderobe pred telovadnice, tako da lahko rečem, da gre kar za konkreten poseg. Šola, ki bo po pol stoletja v celoti prenovljena, bo znova dobila želeno funkcijo. Pod matično šolo spadata sicer še 2 podružnici, na Prevorju in v Loki. Vendar brez tega hodi v to šolo 232 otrok, če se ne motim, in pa
imajo nekaj čez 30, mislim, da natančno 34 zaposlenih, tako da lahko rečem, da gre za eno izmed kar velikih šol. Imamo pa, kot verjetno veste, v tej občini 6 osnovnih šol in pa 4 podružnice. Občina Šentjur je z izvajalcem del že podpisala pogodbo za projekt rekonstrukcije objekta osnovne šole Slivnica pri Celju. Z deli bodo začeli v kratkem. Izvajalec pa bo podjetje Resalta, ki tudi že enkrat izvajala dela v občini Šentjur, in sicer na projektu obnova kuhinje Dramlje, to je bilo pa v lanskem letu. Občina je denar za rekonstrukcijo objekta v celoti zagotovila iz občinskega proračuna. V občini Rogaška Slatina so minuli teden podpisali pogodbo za razširitev čistilne naprave in gradnjo kanalizacijskega omrežja. Ob tem se v tamkajšnji občini pripravljajo na izbor izvajalcev za izgradnjo telovadnice v Svetem Florijanu, rekreacijskega parka v Kostrivnici in nadhoda Sonce. Trenutno pa je v realizaciji tudi že 5 večjih projektov. Gradimo večstanovanjski blok skupaj s stanovanjskim skladom za neprofitna stanovanja. Potem smo pred slabim mesecem podpisali pogodbo za izgradnjo oskrbovanih stanovanj v Rogaški Slatini. Skupaj bi jih naj bilo 24. Tretji projekt, ki se izvaja, je igrišče za umetno travo v športnem centru v Rogaški Slatini. Četrti je sanacija večjega plazu v naselju Strmec pri Svetem Florijanu, kjer tudi gredo dela koncu. In pa še 5. projekt, ki pa ga nismo planirali, ste ga pa verjetno vsi opazili, torej saniramo strop nad potokom Ločnica v centru Rogaške Slatine na Pegazovi ploščadi. Mogoče v zaključku, da ne bo napačne interpretacije, ni konj ne stal na vodotoku, niti ni padal v vodotok, ampak smo ga preventivno odstranili. Strop pa se je po mnenju strokovnjakov zaradi deloma dotrajanosti, več pa zaradi potresa tudi deloma porušil in zato tega tudi izdelujemo novega. V največjem nakupovalnem središču v regiji, City centru Celje, so ponovno odprti vsi gostinski lokali, ki delujejo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Konec tedna sta v večjih in prenovljenih prodajalnah na novih lokacijah svoja vrata odprli tudi prodajalni Sport Vision in Buzz, ki sta za svoje kupce pripravili tudi otvoritvene popuste. City centrovi obiskovalci se bodo lahko kmalu razveselili tudi nove prodajalne Atelier Rebul v pritličju centra. Gre za 125 let staro farmacevtsko zapuščino, ki že vse od svojih začetkov sledi temeljnim načelom kakovosti in zaupanja ter navdušuje kupce po vsem svetu. Gre za blagovno znamko, ki je že desetletja sinonim za vrhunsko kozmetiko in vedno združuje najboljše iz narave s sodobno znanostjo. V 34. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja 4-0 premagali Olimpijo in se na prvenstveni lestvici 8. uvrščenemu Aluminiju približali na 2 točki zaostanka. Do konca državnega prvenstva sta še 2 kroga. Celjani bodo sredi tedna gostovali v Gorici, konec tedna pa bodo na svojem igrišču gostili še moštvo Kopra. Potem, ko so Celjani v spomladanskem delu prvenstva že 2-krat na kolena spravili Maribor, so jo v nedeljo zagodli še Olimpiji. Ljubljančani so po visokem porazu v Knežjem mestu točko za Mariborom in v zadnjih 2 krogih niso več odvisni samo od svojih rezultatov. Mrežo zmajev je v areni z Dežele z izjemnim strelom načel Ivan Božič. Ester Sokler, ki je Olimpiji že v lanski sezoni v dresu Brežic zabil 3 gole, je s svojim drugim golom v majici Celja postavil izid prvega polčasa. V nadaljevanju so bili zmaji za odtenek bolj nevarni, Celjani pa so prežali predvsem na hitre protinapade. Ko je Mičo Kuzmanović v finišu tekme dosegel 3. celjski gol, je bilo srečanje dokončno odločeno. V sodnikovem dodatku pa je za popoln polom Ljubljančanov s 4. golom Celja poskrbel Filip Dangubić. Smo odigrali dobro tekmo, da smo prvi polčas odigrali
Odlično, da smo bili pač dosti boljši kot Olimpija. V drugem polčasu je Olimpija pač prišla v igro mogoče z več energije, pritiskala. Mi smo nekako vseeno verjeli, da bomo to do konca zdržali, izkoristili tudi neke situacije, pač potem zadeli še dvakrat. Nas prvi polčas smo mi recimo smo res dobro tekmo odigrali, drugi polčas je Olimpija prišla ven, je bila nevarna malo, ampak dobro, mi smo se branili dobro, zadnji je to dobro delovalo, golman je bil dober, vse je bilo dobro in smo uspeli zadržati nulo, ne. Lepo je premagati vsakogar, tudi ko smo premagali Sežano, je bila tekma zelo pomembna, isto šteje zdaj. Mi skušamo ostati na trdnih tleh, verjeti vase naprej. Pomembno je, da fantje napredujejo iz dneva v dan, da to potrjujejo s tekmami, da se jim ta vera še bolj vidi. Dobra tekma iz naše strani, mislim, da smo tako prvi kot drugi polčas. Bili boljša ekipa na igrišču, dominirali praktično v vseh segmentih igre. Mislim, da na Olimpiji nismo pustili nekih velikih priložnosti, da bi lahko zabili in na koncu dosegli 4 zadetke pa ter zasluženo zmagali. Vedeli smo, kje so njihove slabosti, oziroma kaj lahko mi izkoristimo. Zmenili smo se pred tekmo, zastavili smo si načrt in mislim, da smo se tega držali skozi celo tekmo, tako da smo prenesli zmago domov. Na začetku drugega polčasa so nas malo stisnili, nismo znali zadržati žoge, da ne bi bili skozi pod pritiskom, ampak mislim, da smo se na vse te napade vsi dobro odzvali, cela obramba, cela ekipa, tako da ni bilo nekih večjih težav. Res, poraz boli v nepravem trenutku, ampak imam občutek, da če bi igrali še eno tekmo, da ne bi mogli gola dati. Se smo prehajali v neke polpriložnosti oziroma organizacija je bila na sredini igrišča, ampak ti zadnji pas oziroma ti finiš je pa manjko. Pod vodstvom novega trenerja Agrona Šalje so Celjani v državnem prvenstvu od 4 dobili 3 tekme. V pokalu Slovenije pa so se prek Radomelj in Kopra uspeli uvrstiti v finale. Ko sem prevzel to ekipo, sem verjel te fante. Sem jih spremljal že lansko leto, vem, da imajo kvaliteto. Za mene je bil to izziv. Mi pač delamo, iz dneva v dan se trudimo, da bi bili boljši, iz tekme v tekmo in to je to. Poskušamo se ne ozirati na ostale stvari, moramo ostati fokusirani na naše zadeve in zaenkrat grejo stvari dobro, ampak mi smo še na cilju, tako da je pomembno, da ohranimo trezne glave, da držimo ta fokus naprej in da smo že v sredo na naslednji tekmi spet ta pravi. V predzadnjem prvenstvenem krogu bodo Celjani v sredo gostovali v Novi Gorici, ki bo v prihodnji sezoni spet igrala v drugi slovenski ligi. Do konca imamo še 2-3 tekme, moramo iti tekmo po tekmo, že zdaj v sredo nas čaka nova tekma, tako da je to danes treba čim prej pozabiti in iti v sredo na zmago. Jutri bo sprva pretežno jasno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija. V noči na sredo bodo padavine spet zajele vso Slovenijo in do srede zjutraj večinoma ponehale. Na Primorskem bo zapihala burja. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bo še nastalo nekaj ploh ali neviht. S tem pa zaključujemo današnje dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek deževnega dne. Nasvidenje.